A veš, kakšen je bil komentar zraven, ne? Je rekel to, pa zdaj boš ti uporabljal v postelji z ženo, zato da te fršlok ne stisne, ne, si meriš čas. Stavljam, da imam prav tako pisateljsko diarejo. 6. januarja, jaz sem bil 36 ur, sem bil moker. Ko letim po luftu, tako kak meter davč in naredim medvedko, 58 let imam, pa še vedno pristanem tako in vstanem in se rečem, dajmo še enkrat. Ena so si v lasi gospodje, ki so v isti kategoriji kot jaz, ne? Druga so pa punce, ko tečejo pred mano, to je navdih. Potem ona meni reče, veš kaj, pej ti na najdražjo štartnino. Spoštovani in spoštovane, dobro večer, dobro jutro, zdaj dober dan, kdaj tole poslušate. Ne vem, kdaj tole midva snemava s Tadejem, pa probajte uganiti. Sami nimava nobene ure na steni, ampak sva prijetno osvetljena, s katero umetno ali naravno svetlobo, pa prepuščava pozornemu očesu gledalke in gledalca tam zunaj. 237 je tale epizoda podcasta za Gret za tek, vedno bolj eminentne goste vabim semle, v svojo družbo in danes je z mano Tadej Maligoj. Tadej, živjo. Živjo. Kako se naglašuje tvoj priimek? Maligoj. Maligoj. Ja. Maligoj. Lepo. Imaš kakšen vzdevek, Tadej? Pravzaprav, včasih eni prijatelji so mi rekli Tedi, ampak zdaj sem že malo presenečen, če slišim to ime. Drugače pa z Badijem se rečeva Badi. Zakaj, Klaro, svojo kličeš Badi? Ker sva Badija, življenjska. Tako, res sva si našla opornika en v drugem in to je tisto, kar bi Badi naj pomenil. Ne? Takrat, ko si v dobrih in v slabih situacijah veš, na koga se lahko zaneseš, in to je verjetno po mojem najvišja oblika enega tazga sobivanja. Zanimivo razmerje in nadimek tudi, se pravi, tudi ona tebe kliče Badi, tako? Na različne načine se kličejo, ampak Badi je tista najvišja. Najvišja oblika. Takrat, kadar sva v situaciji, ki zahteva ta odnos, ne. Tam ne čist vedno so tudi drugi izrazi, bolj primerni za druge situacije. Ko sta sinhronizirana, sta Badija in to je tako lepo slišati. Koliko časa že v bistvu sobivata in prijateljujeta in se podpirata in tako naprej? Pa mislim, da že kar blizu 3 let. Hitro mine. Je pa hitro, ampak ko razmišljam, pa se tudi veliko zgodilo, tako da ni ušlo tako mimo grede. Je bilo polno. Še dobro, da pišem dnevnik o tem, da bom na stara leta prebral. Če sem lahko še malo bolj radoveden, pa ju je združil slučajno tek ali pa trail ali pa kaj podobnega, hribi? Seveda, spoznala so se na terenu. Tako, ampak ni bil to edini razlog. Mava podobne poglede, mava podobne stvari so nama manjkale, podobne stvari so nama všeč. Kar tako skoraj malo preveč romantično. Skoraj tako malo sumljivo preveč dobro sva se ujela, ampak dokler je tako, ko je, se ne bova pritoževala. Lepo si to povedal. Res, mogoče te malo spravimo za drego, ampak ravno to temo sva zašla in mogoče čist pod črto te debate, ker se mi zdi tako simpatično, kar si opisal, in se mi zdi, da živimo tako hektičnih časih, da je to, kar imata vidva, mogoče res, bom rekel, blagoslov. Upam, da ne redkost, čeprav tista pesimistična stran mene ali pa preveč realna, ki gleda svet okrog sebe, bi rekla, da mogoče prepogosto tega ne najdejo, je težko najti partnerje. Kaj ti misliš? Saj si opazovalec sveta okrog sebe, pa razmišljujoč človek, pa že nekaj časa na svetu, boš rekel, pa poznaš veliko ljudi. Kaj delamo narobe mogoče? Živimo prehitro, smo površinski, smo prezahtevni. Zakaj se ti zdi, da je danes morda tudi na tem področju tako konfuzno vse skupaj?
Kar široko vprašanje, ampak začel bom pa s tem. S Klaro spoznavam ta trelaški svet. Ona je legenda v tem svetu. Verjetno je imela s tabo pogovor še z dvocifrno številko tega tvojega legendarnega intervjujanja. In kar vidim, kar opažam, je, da v tem svetu obstaja kar nekaj stabilnih in trdnih parov, kar me je navdušilo. Tako, res, da so se našli ljudje, ki lahko počnejo iste stvari in to težavne stvari skupaj, se pravi, imajo družbo, imajo družino, imajo otroke in hkrati še nek naporen šport, ampak še vedno so skupaj, ni to ni trenja zaradi tega. Tako, hkrati pa tudi živijo tako, lahko rečem, na nek način preprosto življenje. Jih imajo družino, službo, šport, ne pehajo se z finančnim ali pa družbenim uspehom. Zdaj ne bom rekel, da je to recept za to, da gre svet narobe, ampak mislim pa, da je lahko bistveno svet enostavnejši, če si ti zadovoljen sam pri sebi. In sam pri sebi si zadovoljen enkrat, se pravi, če začneš pri sebi, se pravi, da si zadovoljen sam s sabo, kdaj si lahko, če si zadovoljen z nekom, ki živiš, z nekom, ki se družiš. In šele takrat lahko začneš nekako razmišljati o svetu kot o neki dobri stvari. Če si že pri sebi sam sabo nezadovoljen, kot so prej rekla, če se v špegel pogledaš, pa nekaj ni prav, kot si na narobe raste. Ali pa če imaš partnerja, ki ti zjutraj se noče z njim srečati, se poskušaš z njim izogniti. Najbrž verjetno ne moreš ustvarjati boljšega sveta. Ja, res je. Mislim, res, koliko si dal iztočen, koliko časa bi se lahko še o tem pogovarjala, pa bo šla še na druge teme. Lepo, mislim, se mi všeč tale uvod, mislim, da je tudi tek lahko tista stvar, ki te dela bolj zadovoljnega samim sabo, ampak dejva raje o tebi, tedaj Maligoj, pa je res v stres stranski, saj kar sem jaz uspel ujeti skozi tvoje zapise in še kje, tedaj boste srečali na več področjih. Je arhitekt digitalnih rešitev, pa UX oblikovalec, predvsem v zdravstvu, zanimivo, to mi bo več povedal. Je fotograf na več področjih, tudi kakšen maraton pofotka, kakšen trail hribe, rože, prej je rekel, da je tudi hrano slikal, recimo poročne izdelke, v tem bo kakšno rekla, navdušen pohodnik, jasno, popotnik, še bolj, pa ultra trail tekač. Zato je tudi tule. In ne slab, tudi zmaguje v kategorijah, pred kratkim je zmagal v kategoriji na knap trailu, pa je tudi mojster aikida, če sem prav videl nekje, proponent, bom rekel, skladnega gibanja telesa, moče pa znan tam zunaj, med občestvom tudi socialnih omrežij kot pisec, izvrsten pisec doživljajskega bloga, kjer vse tisto, kar sem prej povedal, tudi zelo lepo v besedi, pa še kaj počnete, da je res, mislim, si kreativno bitje, kaj ne? Mislim, ne izgubljam časa, to je res. Kdo bi rekel, kako ima čas, kako ima čas pofotkati, laufati, pisati, kako ima čas hoditi v telovadnico, pa se tam zvirati, potem, pa zavezati kimono, delati, še kaj, nore stvari. Deva začeti kar klep na koncu. Ajde, več mi povej, ta aikido, tem sem najmanj videl, pa prebral, pa mi ti povej več, aikido, kje, kako, kaj. V aikido je ful težko pisati. Lahko brez zadrege povem, da je to še vedno moj prvi šport, kar se sliši mogoče čuden, ampak res, dejansko, jaz ga prakticiram zdaj že 15 plus let, ne spomnim se točno. Zašel sem tja malo po pomoti, mislil sem pravzaprav, da grem na kendo, pa sem prišel na aikido, ampak v trenutku, ko sem stopil takrat na blazine, nisem šel več stran. Težko je pa v njem pisati, zato ker je to res posebna veščina, ker ni borbena,
to je njen največji problem in nimam pravil in vsak učitelj malo potegne po svoje in zdaj, če ti enemu učitelju se nekaj naučiš in rečeš, ja, to pa zdaj verjetno velja, ne, pa priješ drugemu učitelju, pa on mačkam to podre in se potem ves tako malo v negotovosti, dokler ne dozoriš do te mere, da rečeš, ja, ok, vse to je namenjeno temu, da ti sam dojameš, zakaj pravzaprav gre, ne, in da dobiš neko svojo ravnovesje, sigurnost, da rešuješ stvari na tak ali drugačen način, tako da res mi je izziv, se mi zdi tak dolgoleten, doživljenjski, do konca življenja, recimo, lahko to vadiš, vsaj kar se principov tiče, ne. Zdaj, čisto na praktični ravni, me pa naučil preživeti padce. To je pa tako res taka ultra praktična zadeva, ne. Če rečeš, ja, v poslovnem svetu se znaš boljše obnašati, lažje preživi stres, nekdo, ko ti gre na živce, ga lažje eskiviraš in razumeš, ne, ampak dejstvo je, ko padem po tleh, imam pretežno srečo in mnogi se čudijo, kako lahko sploh vstanem po kakšnem padcu, ampak nekako, veš, če greš vsak teden na trening in se 100-krat v eni uri zložiš po tleh na najbolj vratolomne načine, potem nekako pride to v kri in ja, nekako očitno znam reagirati. Telo se je naučilo reagirati na boljši način, se pravi, nekako se lažje skotalim po tleh v ribo. Impresivno, da si se po 40, pravzaprav, če prav razumem, odločil, da se boš recimo z neko borilno veščino, žlahtno borilno veščino ali pa kakorkoli bi temu rekel, začel ukvarjati. Mislim, sem tudi teč začel po 40. Kaj se dogaja tedaj? Kaj je bilo takrat, da si ti začel vse to počenjati? Po 40. Kaj pa vem? A ti povem? Lahko ti povem, zakaj sem začel teči po 40. Izvoli, prosim. Bil sem član družbe, košarkaške družbe in sem bil en najmlajših. Basket, vse veš, tisti enkrat na teden, na polno, zato, da je potem lažje pivo spet. V glavnem, za to okrogle obletnice smo si dajali darila in jaz sem takrat dobil Garmin 50 je bil. In to z unim trakom za na prsi. Ne. A veš, kakšen je bil komentar zraven? Ne? Je rekel, to pa zdaj boš ti uporabljal v postelji z ženo, zato, da te fršlok ne stisne, ne, si meriš čas. Oziroma, pač ta. Srčni utrip, ja. Ok, ampak seveda, to je bila zajebancija, mislili so resno, da to jaz na nek način ne rabim. V glavnem, jaz sem zagrabil priložnost, v septembra sem dobil to napravo in konec oktobra sem jaz pretekel prvih 10 kilometrov na maratonu. Takrat se je začela moja kariera po 40. Bile so pa to uresničene sanje izpred nekaj let prej, ker smo imeli pa fotografski tečaj in je bil del te pač naloga na terenu, dajmo iti slikati neko prireditev, ker tam je fajn, ne, maraton je fajn, noben se ne sekira, če to slika in tam je res so te grimase in vse to se dogaja, veš, to je res priložnost, boljš kot poroka, veš. In dejansko, jaz sem stal, takrat je bil cilj še na Tromostovju, jaz sem stal v tistem cilju, meni so solze dol tekle od emocij, razumeš, jaz ko sem videl tiste izmučene ljudi, kako pretečejo v cilj, sploh se ne spomnim, na katera razdalja, ampak tako je bilo res, kaj bi jaz dal, da bi enkrat takole pretekel v cilj, razumeš, jaz sem bil čist fertik, jaz sem bil tam, ne vem, ure in ure, do zadnjega po moje sem bil tam, sploh nisem fotografiral, ne, in potem se je meni to uresničilo pri 40. Evo, takrat, tako sem začel teči. In pol nisi mogel več nehati, ali kako? Mislim... Ne, ja, mislim, vse veš, pol gre, ne, pol se začne stvar razvijati, ambicije rast in to, ampak sem imel na začetku ogromne težave z bolečinami. Imel sem srečo, da imam prijatelja Ursla, ki je znal teči in me je naučil teči boljš, kakor se je takrat še teklo, ne, peta prsti. Jaz sem že takrat začel teči bolj po prstih, ne, sicer so me vsi ti ljubljanski učitelji malo grdo gledali, ko sem prišel tja v skupino, pa so rekli, ne, to ni prav, malo drugače treba. Tako da, to sem imel srečo, no, da sem bil mačkan rešen teh kolenskih težav, ne, sem imel pa seveda 100 drugih, ukrivljen sem bil zaradi računalnika, ne. Ja, veš, tako, skoliozo so mi diagnosticirali. V resnici je bilo to zato, ker sem imel miško vedno 10 cm bolj naprej kot tipkovnica. Desetletja. No, v glavnem, potem sem se začel pa boriti s tem.
Tako da tek je to prikazal, ne, te moje težave telesne ustrojenosti, tako da to, ko si rekel, da hodim v telovadnico, to je bil pa ta zadnji projekt, da sem malo uravnal telo. No, ampak do tega si mogel priti, a ne? Zdaj, kaj te je pripravilo do tega? Ja, bolečine si rekel, poškodbe, kje ti je začel šlatati, da si se odločil, da moram pa jaz diagnosticirati, kaj mi fali. Se sam sebe ne moreš, doktor si šel fizioterapeutu, ali oziroma temu kolegu, ki te je on prešlatal in pregledal in posnel in ne vem kaj. Bil je problem, ne? Bolj, ko sem bil fit, hitreje, ko sem laufal, boljš, ko je bilo, večja verjetnost je, da me bo urezali, tako da sem se pol ulegel. Veš, ta v hrbtenici je bila prav nekaj par točke bilo, tako da so me tudi prijatelji pol z injekcijami reševali raznimi protibolečinskimi. No, pa sem pa na koncu našel Daliborja Todoroviča, to je res mojster za telovadbo, ki je zelo alternativna. In sem k njemu začel hoditi, on ima pristop, da ne zdravi, ampak ti v bistvu na tvoje telo, kakršnokoli pač je, aplicira vaje, s katerimi v bistvu ti uravnaš to, da telo v osnovi tako povežeš, da nimaš nekih stičnih točk, v katerih se potem zgenerira bolečina. Tako, zdaj ne bi jaz preveč kompliciral, ampak pretežno, kakor sem jaz razumel, pri meni je problem, ne, da ti si močan na eni strani telesa, pa na drugi strani telesa, ampak vmes imaš luknjo. Ne. In tisti luknji se potem zgodi ta problem, ki začne boleti. Zdaj si tako povedal, ja, da bom mogel sam še dvakrat tole poslušati, da bom razumel, ampak mi je bilo zelo všeč spet, kako si tole povedal. Vse sam veš, verjetno, da vsi trenirajo ta core. Ne? Zdaj je ta core ful popularen, se pravi, ti moraš držati skupaj s coreom celo telo. Ne? Recimo od tle naprej, ne, je nadaljevanje, se pravi, da nadaljuješ vse od prsta. Recimo predstavljaj si, da hočeš vršiti kamen zelo daleč. Eni znajo vršiti kamen zelo daleč, drugi pa se lahko ubijemo, pa ne moreš. Ne? In skrivnost je ravno tem, ne? A ti stopiš tako trdno na tla, da lahko ta kamen res pošteno zalučaš. Ne? Kar pomeni, da rabiš ti povezavo vse od pete, ki je na tleh, do prsta na roki, ki drži kamen. Ne? In zdaj, če ti uspeš v tek, to gibanje, to popolno gibanje napetosti celega telesa, ne, da ti deluje, potem ti ne rabiš več toliko dvigovati teži, ampak ti v teku samem nekako dopolnjuješ to, kar rabiš za tek. To, kar si mi zdaj povedal, mi je prišlo na misel, ko smo takrat študirali pa bosi tek, pa raramurije, pa mogoče naše prednike, ki so bili zelo funkcionalni gibalci, pa mogoče tudi niso delali najbolj fit, ne? So bili čisto povprečni ljudje, ampak so bili pa zelo funkcionalni. Se pravi, itak so bili ves dan fizično vpeti v neka opravila, veliko so se sklanjali, dvigali, prenašali, zvijali svoje telo na milijon načinov, in so bili, rekel, telesno, včasih, so morda preveč garali in so potem izrabili kakšen del telesa, ampak sicer pa kot sodobniki precej bolj pripravljeni na vsakodnevne izzive, mi pa praviš, ker sedimo za temi tipkovnicami, pa miškami vsi ukrivljeni, pa vendarle rabimo potem nekaj, kar izzove pač te naše speče in za tegle mišice in kite in povezave gornjega, spodnjega, levega in desnega dela telesa, da to naredimo. Druge šanse praviš, da ni, tudi če to vizualiziraš, ni dovolj. Rabiš pogledati to na ta način. Ja, zdaj zadnje čase je vse več govora o tej odvisnosti, ne? Da smo odvisni od droge, alkohola, cigaret, ne? Da to je taka priznana odvisnost, ampak da je tudi to, da hodiš ti v šport, v fitness, pumpati mišice je neke vrste odvisnost, ali pa od telefona. Ne bi zdaj rekel, da je treba aktivirati telo za vsako ceno. Nočeš najprej sedeti tako 8 ur zakrčen, potem pa 2 uri na polno res mišice ali pa telo v celoti razburkati. Prav bi bilo, da bi ves čas neke mikrogibe delal, pa nekaj počenjal, morda včasih malo bolj
Ja. rigorozno, zato da se malo srce požene, ampak za neko bivanje zdravo bi bilo to vendarle dovolj, a ne, ampak če smo že pri Pa, tem. veš kaj, moj buddy, ne, vodi treninge zdaj prek amfibije, jaz ne vem, koliko lahko reklame tule delam, ne. Ampak, Čisto vsega, od Coca-Cole do Marlboro cigaret, če jih preč hočeš, tole prosto. okej. No, v glavnem, imam to srečo, da lahko hodim z njo v njeno skupino 2-krat na teden teč in zato, ker smo pač uradna skupina z voditeljem, ne, teka, se tudi ogrevamo, ne, kar prej nisem počel. In ja, deluje, veš, deluje. 15 minut ogrevanje, potem raztezanje, propisno, vse od glave do pete in je bistveno bolje. Tako, vse tisto, kar mi vemo, kar vsi vemo, ne, v teoriji, da deluje, pa v praksi res res deluje. Ja, saj vem, jaz sem tako hotel Vse danes si se ogreval, preden si šel teč, ne? Pa raztegnil tudi, ne? Na to vprašanje ne želim odgovoriti in Zdaj odgovor je imaš- enak prejšnjemu. Ja, tako. Pa zdaj imaš žogco pod mizo. In to in osvalkam, a ne. Ne, vse fora je, ne, vse, kar počnem, je res, da imam standing desk, to mi res ustreza pri teh zadevah. Kaj več, pa sem že poskušal, da se kdaj malo raztegujem, kar mi tudi ustreza. Imaš prav in sam pri sebi opažam, a ne, ko se bližam 50-temu, da bi to, kar praviš, vendarle prijetno sedlo tudi mojemu telesu. Zakaj? Ker se ponavadi, včasih sem se ogrel po 3 minutah kakršnega koli teka, zdaj se v bistvu ogrejem šele po 3 kilometrih, pa še to, a ne, rabim včasih več in bi bilo kakšno ogrevanje, ki se mi je zdelo, prav bom rekel smešno ali pa trapasto, kako tam skačejo, bom rekel, možakari in gospodične vseh let, pa se raztegujejo, pa iztegujejo zadnjice in tako naprej. Pa mogoče ni vse skupaj toliko strte zvito. Ja. Pa ti praviš, da prav gotovo ni. Ja. To je privilegij senioritete, ker to so te faze, ki že velikokrat povedane in znane, ne, ta faza deniala, se pravi, ne, jaz sem drugačen, meni tega ni treba, pri meni bo vse v redu. Jaz sem boljši, ja. Ne boljši, jaz imam več sreče. Ne, in ko daš to skozi, ko ti to ne pomaga in ne deluje in nekako preživiš in pa rečeš, ja, zdaj pa vem in razumem. Zdaj to sprejmem, objamem in rečeš, ne, ni pomembno, nič ne izgubljam časa, jaz investiram. Ne. Veš, to so prideš v fazo, ko rečeš, ja, bom izgubil čas, moram trenirati, pa nimam časa, ampak teh pol ure bom pa izkoristil, kolikor se le da, ne. Zakaj? Zato, ko hočeš na naslednji tekmi zmagati, ne, recimo. Ne. Ampak nekako sem jaz to prešel, tako res vem, da mi rezultat na naslednji tekmi ne pomeni to, kakor mi pomeni to, da bi recimo čez 10 let še vedno lahko šel na tekmo. In jaz z vsakim gibanjem, vsakim štartom, ko grem, bodi si na trening, bodi si na aikido, bodi si na to, si rečem, pomembno je, da bom čez 10 let lahko to še počel, ne da bom zdaj delal to zelo dobro. Mislim, modrost, ki si jo jaz ponavljam že odkar pomnim, ampak ja, samo ponavljam jo in ne sledim, tako kot ti praviš, še ne, očitno mi še ni zadosta, ne, kakšna življenjska modrost udarila po buči, je pa, mislim, definitivno res, a ne, kdo bi, če bi mu ponudil zdajle zamenjal, imaš 2 šansi, ne, zmagaš na Ljubljanskem maratonu, pa nikoli ne tečeš, ali pa imaš še nadaljnjih 30 let teklanja, pa nikoli ne boš boljši kot 47 v kategoriji. Kaj bi izbral? To bi bilo zanimivo videti. Ne? To bi bilo zanimivo videti. Samo ena stvar je, za katero bi veliko žrtvoval, pa dal tudi veliko svojega premoženja. To, da bi videl zemljo okroglo v celoti. Da bi videl zemljo okroglo v celoti, a? To bi pa res. No, pa se ta stvar mogoče niti ni tako nedosegljiva, kot je bila še. Ja. Ne, ni bila. Če le imaš dovolj debelo denarnico. Ja. No, ampak glede na to, da bo Elon Musk s svojimi Starlinki pa Starshipi in podobnim naredil vesoljske taksije praktično samo majčkeno dražje, kot so ljubljanski avtobusi, jaz mislim, da
bo še za časa najnega življenja mogoče nama to dano in omogočeno. Tako da, lej, A misliš, da bo Trumpa poslal gor, da bo nehal misliti, da je zemlja ravna? Trump bo pol gor. Ja, bo mogel narediti več krogov, pa še zmerno verjel, ker bo rekel, jaz vidim sam ravnino. Tako te prosim. Krog. Krog, ja, ampak je raven. No, ali pa ne, kaj pa veš. Kaj pa veš? Dovolj neslanega političnega humorja. To za najne gledalke. Dolgočasno šlo, drage poslušalke in dragi gledalci tam zunaj. Zdaj mi bo Tadej Maligoj povedal. V teku je povedal, zakaj je začel, zakaj pa, vemo, zakaj se razgibava, ampak zakaj pa aikido, ne? A je to kriza srednjih let ali kaj? Kje si pa aikido najdel? Oziroma kendo, aikido, karkoli pač. Zakaj je ta vrsta telovance, a si falil, a si hotel sam pač memiti na WC ali kaj? Včasih, ko povem takšne zgodbe, take stvari, ko se mi zgodijo v življenju, sam sebi ne verjamem. Ali pa si jih težko povem, zato ko se mi zdi, da tisti, ko bo to rekel, ko bo to slišal, bo rekel, da sem se izmislil. Ajde. Bom povedal, zato ko pač je tako, kakor bom povedal. Bili smo ena družba fotografov in smo imeli, kaj so bili takrat, niso bili blogi, ampak so bili forumi. Ja, okay, tako je. No, smo objavljali tam gor svoje najlepše fotke in potem smo si komentirali en drugmo. In smo bili, fotofriends smo bili. Fotofriends, ok. Ja. In jaz sem bil pa takrat čist nor na fotografiranje jadrnic. Imel sem prijatelje, ko so jadrali in sem hodil na te gumenjake in sem fotografiral. In je bilo to, včasih je bilo veličastno, veš, kakšna divja voda, pa to, pa je šel na pence, pa to. Jaz bi jadral, ne, ampak ne, jih takrat nisem bil zraven, pa sem pa sam fotografiral. Vseh teh, seveda, ko smo si to komentirali, smo skozi čepel na tistem, tako kot zdaj na Facebooku. In je nekdo napisal tam, kaj bi dal, če bi nekdo mene tako lepo fotografiral. A si predstavljaš? Tako, kdo si ti? Tako, odkot, kar od nekod, ne? In se je potem izkazalo, da ki je še zdaj moj učitelj, ne? Ko sem takrat k njemu prišel in je še zdaj, je na ta način mačkam tako lovil svoje, ne, kliente, paciente, klijente in to. In dejansko sva se začela meniti, ne, kaj pa bi ti imel fotografiran, aikido, pa to, pa ja, kaj pa je to, pa kam bi to, ne, veš, in jaz sem nekako pa imel te kendo možicle v glavi, veš, to so pa oni v teh šlemih, pa v kiklah, pa s dolgimi palcami. Ta zajebani, ja. Ne, mislim, tako, res se klatijo s tistimi palcami. Pol samuraj, ja. In v glavnem, jaz sem se zmenil pol tam za 1 uro, on je rekel, ne pridem, jaz tja dejansko pridem, in je rekel, pa trenerko sabo pones. Kar tako, veš. In res, jaz pridem na tisti trening, on je rekel, ja, nič ne boš tam sedel, kar zraven prid. In to je bilo to. Tako sem, veš, nisem vedel, kam grem. In evo, postava aikidoka. Aikidoka, kako te to, a res tako dobro, da te prepriča, a si odkril še kaj si odkril zdaj tam v svojem telesu, da te je vsako tedensko vleče? Ne, mogoče sem jaz tak tip, ko rabim take nore izzive, ampak jaz sem potem mesece in leta hodil in nisem štekel nič. Razumeš, to je neka martial art, ne, kako rečejo, ne vem sploh, to se ne da prevesti pravzaprav. Ampak borilna veščina, ki ima nekih desetine vrst napadov, pa ima pa desetine vrst obramb na te napade in potem imaš to v klečečem in polklečečem in stoječem položaju in potem kombinacija vseh teh. Razumeš, na tisoče možnosti in vsem rečejo na japonski način, sestavljajo neke besede. V glavnem, nemogoče si to zapomniti, dokler pač ne zvadiš tok in tok. In jaz sem bil totalno sfrustriran, razumeš, jaz iz enega do drugega treninga sem pozabil, kako kaj deluje. Tako da takrat sem treniral tako po 4 do 5 na teden. Ko sem videl, da ne bo šlo drugače, da sem preveč lesen, ne, malo motorično težavo pa imam, zgleda, sem
toliko časa hodil na vse te treninge in na seminarje, da mi je nekako prišlo do podkožo in pol, ko je nekako zlaufal takrat naprej. Zdaj pa uživam, res. Jaz si pa prvo rečem, da sem kar car. Mislim, ko letim po luftu tako kak meter daleč in naredim medvedko, 58 let imam, pa še vedno pristanem tako in vstanem in si rečem, dajmo še enkrat. To je kar. Mislim, noro, ogromno časa in ur. Koliko ur si v to vložil, si kdaj računal? No, čisto, zdaj si povedal, da si 5krat na teden, Bog pomagi, to potem živiš in sanjaš in Res sem sanjal. dihaš Res sem aikido. sanjal Res sem sanjal aikido. Ne vem, to si mi dal dober izziv, ti bom sporočil, moram malo razmisliti. Po mojem imam zapisan skoraj vsak trening. Mislim, veš, te pravijo, ti si 10.000 ur in podobno, sicer to je že velika, ampak po 10.000 urah rata, mojster, če jih tolikrat vadiš, ti to vadiš 15 let. Veš kaj je pa? Vidim, da te aikido zanima, no, pa ti bom zdaj... Steven Seagal, ni bil Steven Seagal mojster aikida? Ja, no. In on je največji promotor aikida. Sicer ga aikidoke ne maramo preveč, zato ko je tisti malo zlorabil to veščino, ne deluje v resnici tako, kot je on kaže v filmih, ampak Japonci ga imajo pa zelo radi, zato ker prodajajo aikido in podibirajo davke. No, veš kaj je res dobra stvar pri aikidu? Nimamo tekmovanj, imamo pa seminarje. In seminarji izgledajo pa tako, da ti greš nekam za en teden in imaš potem 2krat po 2 uri pa pol treninga v enem dnevu. In ko se ti dobiš pol z enimi takimi resnimi, bolj ne močnejšimi, ampak boljšimi od tebe, bolj znalci, te resno premetavajo, res. In da imaš ti 2 uri pa pol dopoldne, pa 2 uri pa pol popoldne in to 7-8 zaporednih dni, tam ali se zlomiš ali pa ujekleniš, ne. In to so, tudi na to sem hodil, tako 3 do 4krat na leto, tisti da pa res potem nekako. To je pa približno tak rang, kakor pol, ko narediš prvih 100 milj, ne. Si rečeš, jaz sem vse mogočen, mene ne more nič ustaviti. Marsikaj sprašujem svoje sogovornike, katere mentalne tehnike, pa treninške tehnike, pa bom rekel prehranske trike, karkoli imajo, da se pripravijo na 100, pa na 100 milke. Zdaj sva našla pa še eno drugo povezavo. Se pravi, aikido kot tak je lahko tudi izvrstna priprava, saj na način, kot si se ga tišel, zelo poglobljeno, zato da si potem na štartu 100 milke majčkeno bolj pomirjen, ali pa tudi ne, vsaj vmes, precej bolj suveren. Ja. Takrat nisem imel tega občutka, da mi bo aikido kaj pomagal. Ampak zdaj pa praviš, da je ta korelacija, to je. Ja, ko zletim po tleh, pomaga. Ampak še kaj drugega skupnega aikido, pa recimo trail, razen tega, da lahko tiste medvedke delaš tudi, da vem, nekje na Nanosu ali pa še kje drugje, recimo v Baški grapi, ali pa ta mentalna trdnost, pa ta, ne vem, sam praviš v svojem zapisu nekje, da pravzaprav bolečine res ne maraš, ker ne bo praktično skoraj noben ultratrelaž, da res priznal, ampak ti praviš, da jo neskončno mrziš ali kako. Res je, ne maram. Res, sem se pogovarjal z ljudmi in sem bil presenečen, da nekdo res je odkrito rekel, da uživa v tem, da doživlja bolečino. Nikakor ne. Jaz trpim vsakeč. Jaz, ko grem laufat na Rožnik, prvih 15 minut trpim, ker me boli. A veš, preden se ogrejem, pa vse to. Ne, res tega ne maram. Tako da absolutno ni to kakršenkoli razlog tega samo trpinčenja. Če bi se dali brez bolečine, bi bil za. Je pa seveda sigurno dobra stran, da enkrat, ko daš to skozi, ko pregrizeš se skozi eno bolečino, skozi eno slabo izkušnjo, vse bolečine niso samo fizične, pa živčne, so tudi take psihične, pa ja, vse, kakorkoli. Ko se enkrat pregrizeš skozi to, pa ko prideš spet v neko normalno, boljše stanje in si rečeš, ni konc sveta, ko gre nekaj drugače, kot si predstavljal, ti sigurno da nekaj spodbude, nekaj samozavesti za naslednjič. Pa zdaj, a se ti to zgodi v
teku, ali pa v aikidu, ali pa v življenju z družino, ali pa s partnerjem, ali pa tako. Nekako se mi zdi, da na neki ravni abstraktni se vse povezuje na podoben način, samo če znaš to prepoznati in če znaš to tudi uporabiti na drugih poljih. Ne. Zdaj, če so glih pri tem trpinčenju, ne, samega sebe, jaz živim pretežno z ljudmi, ki tega ne počnejo na tak način. Ne. A veš, jim je izlet na veliko planino, jim je že kar tak izziv za čez vikend. Kar jaz čisto spoštujem, super. Ne. Zdaj, zakaj jaz se pa odločim iti na 100 km? Ne. Pretežno zato, da sploh grem trenirati. Ker če ne bi imel cilja, če ne bi bil prijavljen na eno tekmo, verjetno ne bi šel tokrat teči čez teden. Tako res, ne, to mi ne pomeni toliko, da grem zdaj 3-krat na teden na Rožnik odlaufati tiste 3 kroge. Takrat, ko sem začel te dolge teči, sem se vedno imel za fotografa, ki grem potovati s fotoaparatom in delam dolge razdalje, ne, zato da več doživim, da več vidim, da so lepše fotke. Ne. Ampak, ne, seveda, če pa hočeš to narediti, res, in to z nasmehom, brez kakih hudih travm, pa moraš tudi trenirati. Ne. Zdaj, seveda, fajn mi je, da sem fit, ne, ampak zato, da sem fit, moram trenirati, ampak trenirati se mi ne ljub, se pravi, se prijavim na eno hudo tekmo, zato, da sem prisiljen v trening. Ne. Ampak vse skupaj mi ne pomeni toliko, kolikor mi pomeni to, da grejo pol s Klaro na potovanje in potem pridejo v Kolumbijo na 3500 metrov, pa 4000 in potem gledava tam, kam bi vse lahko šla po lokalnih zemljevidih in sprašujejo vodnike in oni nama dajo tam nek predlog za en izlet, pa mi da rečejo, pa se to pa nekako, to je premalo, ne. Jo, kako premalo, to vodimo, a greste z nama, ne, a veš, pa reče, ne, nočemo vaju, tako, ne, to lahko midva sama, ne, se imava GPS sled pa vse. V glavnem, midva delava tam podvojne razdalje ponovadi, tistega, kar je običajno, ne, in tako, to pa je fajn feeling, ne. A veš, greš na Camino Krk, ko ima 7 etap, ne, pa jih narediš v 3 dnevih pa pol, ne, in si rečeš, ja, ne, to pa je fajn, tako. Končno smo našli eno uporabno vrednost treninga za ultratrail. Končno, ja, mislim, ni samo sebi namen, ne gre za tiste neskončne žulje, pa bruhanja, pa krče, pa duct tape, s katerim si poviješ na koncu vsak del telesa, da se ne drgne ob drug del telesa. Gre za to, da dejansko kaj v realnem življenju narediš onkraj vseh teh trailov, ki te zadovoljuje, pa ti je fajn. Bravo. Ja, ampak prav res. To, mislim, res, to je čisto iskreno povem, ni kakšna fora glede tega. Tudi to moram priznati, ne, mislim, da ne bo kdo mislil, da grem na tekmo, mislim, za tekmo mi je vseeno, je pa ni, ne, vse sem že povedal. Grem na tekmo zato, da pač se vse skupaj rola, ne, ker je vsako leto pač težje, ampak ko pa štartam, pa mi ni več vseeno. Pa gledam, piksna, če ima sive lase, če je moja kategorija, ne. Pa teče. Veš, to mi pa ni vseeno, ne. Klara prav, če bi jaz v cilj tekla z nekom, jaz bi se ustavila zato, da gre ona pred mano. Ne, jaz bi ga ugriznil. Ne bi ga spotaknil, ampak bi pa prigrizel tisti, res. To pa sem, ko gre pa za 1 na 1, to pa grizem, ja. Mislim, sej je inherentno v nas ta tekmovalnost, če ne pa ne bi hodili na tekme, sej nekje je popotovanje, pa nekje premagovanje samega sebe, kako temu že pravijo, prosvetljeno, ampak na koncev, ne, imamo vsi nekaj. Ja, jaz play, v trenutku, ko prijem v cilj, jaz tisto kolajno sicer vzamem in jo shranim in ne, jo cenim, da sem jo dobil, ampak pozabim pa na rezultat. Jaz se ne spomnim, koliko časa sem tekel, kakšno tekmo, ne. Ampak od štarta do cilja, tist pa ni, ne. Takrat se pa pač, ne, to mi pomaga. Bravo. Pošteno si, iskren si, to cenim, to res cenim, ne. Dve stvari sta, ko me poganjata po tekmi, ne. Ena so si v lasi gospodje, ki so v isti kategoriji kot jaz, ne. Druga so pa punce, ko tečejo pred mano, to je navdih. Vedel sem, koga moram povabiti v petek zvečer tale pogovor. Ja,
mislim, ne morem tako lepo povedati, kot ti to poetično Glej, izraziš. Ja. v 2 dni nazaj sem poslušal Šaleharja pa Petroviča, ko sta se pogovarjala in sta rekla, mater, ta svet je res postal čuden, težave imamo. A si upaš še reči, da si bil moški? Ne? A se pri tem počutiš v redu, ali se že počutiš majčkeno krivga? Ne? In sem jaz pol razmišljal, ja, Madonna, sej to je mogoče bolj ameriški problem, ne toliko pri nas. Ampak to pa, da rečeš, jaz sem moški in imam rad ženske, to pa je tudi že pri nas majčkeno tako, ne. Seksistično skoraj, da. Ja, ženske imaš rad, zakaj pa ločuješ sploh, ne? Zakaj, a veš kaj, zakaj ženske ja, moških ne, a veš, včasih res, tako da, saj vem, če bodo kakšne mlade punce tole poslušale, bom imel na trelu spet kakšno, na trelu mogoče ne. Na trelu mogoče ne, pa ne boš verjel, verjamem, da jih je veliko tam zunaj, tudi mladih punc, ja, ki bi pa se odobravajoče zdajle nasmehnile, a pa se, ko tole poslušajo, ja, pa mogoče z nama delijo kakšno isti pogled na kakšno stvar, ja, tudi na to, da pač je ta raznolikost, predvsem raznolikost, ja, dodana vrednost, ne pa uniformnost, v kar bi se radi slačili nekateri, no, tako da, če smo že pri inkluzivnosti, cestni tekač pa trail tekač, pa tako lepo si popisal na svojih blogih, najprej preden grejo naprej, v letu 2025 smo in danes ustvarjalci, ki hočejo kaj povedati, ponavadi tisti, žali Bog, ki nimajo toliko za povedati, potem vse te kanale zasitijo svojimi, bom rekel, konstrukti in produkcijami, ampak kdo še danes piše, razen Tadeja, blogi, ki so tako hudirjevo z mode, ne, da me že ledvice bolijo, srce se mi trga, ampak nekaj vas pa je tam zunaj, tudi v trail teku nasploh, ali pa po potništvu, ali pa v neko čist pri občevanju trenutnega stanja duha in osebnih izkušenj, ki še mrcvarite tipkovnice, pa dajete neke dnevniške zapise tam ven. Mislim, danes se snemajo storiji, pa TikToki, danes se delajo fotke pa filmčki. Kdo za vraga še piše, razen sivolasi gospodje, ki nimajo božga za početi. Ali kako, daj mi povej. Mislim, da ti ohranjaš še ta, bomo rekel, ta žanr tamle zunaj živ, ne, da še nekdo klikne, pa gre na neko stran in tam bere potem. Kako se je to zgodilo? Pišem, ugotavljam, ja, da imam prav tako pisateljsko diarejo. Tako, res rad pišem, če imam le čas. Ampak zakaj se vse ne objavlja, je več razlogov. Eno je, da pač čisto vsega ne morem deliti, ne, ker nekaj so osebna razmišljanja in zapiski taki, ki nočem biti, da bi koga prizadel ali pa izven konteksta bi bilo narobe razumljeno, ker pol ugotoviš, ko poskušaš nekaj deliti prek pisnega vira, prek pisne komunikacije, da je zelo hitro lahko razumljeno drugače, kot si imel namen napisati, ne. In je ta kontekst vzpostaviti zelo težko, ne, če nisi pač obrtniško spreten pisec, ne, kar jaz nisem. Se pravi, jaz imam navdih, pa nekaj oblikujem ene par stavkov, zmislil sem si neko formo 3-4 stavkov v enem temu odstavku in nekako skozi to se prebijem, ne, če imam svežo glavo in če imam glih navdih tisti trenutek. Ampak sem imel ampak ene par takih slabih izkušenj, da nekomu sem stopil na žulj in potem je bilo narobe in res ne želim se več takih situacij. Zato zdaj moj buddy najprej prebere, ne, kadar so kakšni kočljivi komentarji, da me opozori pravi čas, ne obrnem v drugo smer, ne, ker mi je čisto vseeno, če kakšno besedo, stavek spustim. Zdaj, kako sem pa sploh prišel do tega, je pa, da sem potoval po svetu z fotoaparatom, seveda, ne. Že fotografiram že iz osnovne šole. Potem so mi pa ukradli, ne vem, 2 fotoaparata,
tako, na enem potovanju enega, pa sem tisti prebolel, pa sem si kupil drugega, pa sem mi na drugem potovanju kradla še enega in sem potem rekel, dosti tega, to je preveč obremenjujoče. Od zdaj naprej nosim s sabo skicirko, prav papirni blok z svinčnikom in z nekaj časa svinčnikom. Potem sem začel s sabo vleči barvice. Veš, tukaj vzad imam eno celo stalažo teh svojih skicirk. Ene pobarvane, ene porisane, vse živo. Dokler se ni začel dogajati, da vedno več pišem, ne, zraven. In mi je začel zmanjkovati prostora za risbe. Toliko sem pisal, kar neke liste sem not ustavljal in ne vem kaj vse. V glavnem, prihajala je ta želja po nekem zapisovanju, je prihajala vedno bolj, dokler se nisem kupil računalnika, ko sem ga začel s sabo nositi, pol je pa steklo, pol je pa cela driska iz mene. Tako, ko pridem jaz potovanje, imam za vsak dan, ne vem, strani polnih nekih zapiskov, ne, ki jih potem poskušam spraviti v neke spodobne zgodbe, ne, ker veliko lažje mi je napisati v enem dogodku, ne vem, grem na Knap Trail, ne, kjer se imam ultra super dober, ne, in potem ni težko napisati nekega povzetka tistega dne. Čisto drugo je pa, če, ne vem, grejo s Klaro za 14 dni na potovanje in potem je tam 14 dnevov, v vsakem dnevu sta 2 zgodbi in zdaj kako je z tega narediti nekaj, kar je berljivo, in pa se vprašaš, ali je to sam ego trip, se pravi, objavim vse, kar sem sposoben napisati, ali res naredim izkušnjo za nekoga, ko bere, a veš, pa moram urediti, ampak tisto urejanje pa traja dneve in dneve. Ja, redaktorsko delo. Zakaj se sploh s tem ukvarjam, ko pol dobim pa, ne vem, 5 lajkov na Facebooku, a veš, tako, skozi sem mal na tem, tako da vsak, ko mi reče, vsak, ko mi reče, da rad prebere in da mu je všeč, sem jaz zadovoljen, tako da kot otrok, res. Ne bom prvi, ki te bo vprašal, mislim, tedaj pisana beseda ti gre zelo lepo v tipkovnice in drog. Zdaj tvoje zapise morda sestaviti v kakšno daljšo formo, pa izdati v neki knjižni obliki, te to zanima, oziroma ti kdo to že ponudil, nekako antologijo svojih del, svojih zapisov, dajmo reči, pa popotniške po svoje, hribovske po svoje, ali pa vse skupaj, ali pa en mashup življenjskega dela, Tadeja Maligoja. So mi že omenili to, ampak doben tako konkretno, da bi prišla Mladinska knjiga, pa je rekla, polej, financiramo ti, plačamo ti sam, dej material, vse uredimo namesto tebe. Tako, a veš, po eni strani bi to bilo, ne posebej mama je bolestno želela, da bi jaz to dal v knjigo, ne, ker sem tudi zaradi nje začel to objavljati. Ne, ker, a veš, ona je rada potovala, jaz sem potoval in potem sem mi pisal dnevno te bloge in sem jih pošiljal in je pač, ne, s tem se je to pravzaprav tako začelo v tej digitalni obliki. Ampak jaz vem, da kolikor je materijala na blogu, nikoli ne more iti v knjigo, ne. Vedno je treba urediti, se pravi, knjiga je projekt, to je, sem nekaj knjig izdal, ne svojih, ampak za druge, in vem, kako težko je stlačiti vse tisto, kar bi rad povedal v neko tako formo, kakor je knjiga na papirju. Težko ti odrezati, ne? Vsak stavek je težko odrezati, ja, tako je. Tako da, ne vem, po drugi strani tudi se mi ne zdi, da so te moje zgodbe niti toliko zanimive, niti toliko posebne. Pač, ne, so ene, kakršne bi bile od kogarkoli drugega. Sploh v resnici ne razumem, mislim, bi se mi zdelo fajn, ampak ne bi pa razumel, da bi nekdo to toliko zelo v to padel. Kar je pa najbolj kar me pa najbolj odvrne od tega je pa recimo knjiga Arneta Hodaliča. Ko si tip, ko ima za sabo toliko, kakor, ne vem, polovica slovenskih prebivalcev skupaj, ne, kar je on doživel, in napiše knjigo, res tako prisilili so ga v to, ne, čeprav ker so vedeli, kakšne zgodbe ima za povedati, ne. In je potem res izdal to knjigo, a veš, ko pa to knjigo bereš, pa si rečeš, pa jaz nimam kaj za povedati. Mislim, jaz tako, ne, kaj če mi jaz sploh še povedati, če on, a veš, tukaj ima take spomine, ne. Tako da pustimo to, Pustimo še za penzion. Zame je
knjiga je neka forma, s katero dozoriš. Veš, tako ko rečeš, ja, sem hodil na faks, vse znam, kar so na faksu povedali, ampak veš, imaš diplomo, nimaš diplome. Ne? In tukaj je isto, ne? Lahko rečeš, ja, sem pisal blog pa blog, ne? Veš, ampak imaš zdaj to v pisni varianti? Tako, na ta način to gledam. Ne? Ja, ne, perfekcionist nisi, bi rekel, ali moraš biti kot fotograf, kot dizajner, ker moraš piliti tiste robove, pa tiste sence, pa ne vem, vse, kar je pač možnega, pa človek, ki mora res biti v pravem momentu, na pravem kraju, da ujame svetlobo in pravi odboj svetlobe na svoj digitalni pač nosilec. A si perfekcionist? Ne vem, mogoče sem pikolovc. Nisem, malo prelen sem, da bi bil perfekcionist. Se mi zdi, da sem kar pragmatik. No. Vem, kako se naredi dober, ampak ne da se mi pa vedno to narediti dobro. Občudujem fotografe, ko se jim da hoditi okoli in loviti tisto, kar je pač potrebno narediti. Ne. Recimo nek Kresal. Jaz ne vem, če poznaš njegove fotke, ampak to je nekaj totalno odbitega. Veš, če se zaveš, če si kdajkoli probal slikati nekaj podobnega, kar on počne. Težko to postvariš, ali pa nemogoče. Ja. To je noro. Kaj on počne, jaz sploh ne razumem, a ima sploh kaj normalnega lajfa. Veš, vsi ti sončni vzhodi, točno na ta prav trenutek, izračunan, kje bo on stativ postavil in potem ima 30 sekund, da tisto ujame, ki je vsakih 10 let se zgodi, ne vem, da sonce posije točno skozi ono okno tam nad kaj je že, na vitrancu. Ne. Jaz se spomnim še fotoaparatov, kjer smo vstavljali od filme, in vsak posnetek je bil zlata vreden. Pa spomnim se prvih mobilnih telefonov s kamerami, ki so delali take fotke zrnate, pa nad kateri smo se navduševali, da danes, ne vem, še niti nobena kamera, ki jo imaš v temi zunaj narediti tako slabe fotke, pa imaš samo nad bajto, zato da vidiš, da bo maček prišel. Ja. In danes, ko imamo umetno inteligenco, ko praktično fotoaparate ne rabiš več, samo rečeš mu, naredi mi, kako tečem tamle po grebenski navzdol iz prisojnika, pa zadaj ne bo sonce, pa mali gojne gre na drugi strani gor z zelenim pivom, na katerem piše to pa to in to ti vse naredi in potem si rečeš, zakaj hudiča sploh še rabimo fotografe in kreatorje, ne vem kaj, se ti zdi, da umetna inteligenca ogroža vse to realno in bo to realno nadomestila svojo realnost. Najbrž se tudi v svojem delu srečuješ z njo, bom rekel, glede na to, da si navdušen uporabnik umetne inteligence in se vsak dan z njo srečujem in je tudi objemam v smislu tega, da je to zelo koristen pripomoček. Veš, nisem ludist, ki bi zavračal to napredek. Siguren in tudi ta navdušenost, ki jo imamo nad njo, je upravičena. Dejansko bo spremenila svet in družbo in naše delo in vse. Zdaj, točno kaj se bo zgodilo, seveda ne moramo vedeti, ker je še zelo na začetku. Imam tudi določene strahove oziroma zadržke glede tega, kako se bo spremenila in v kaj se bo spremenila naša družba. Tako da, če sem lahko malo črnogled v tem zabavnem najinem pogovoru, lahko rečem, da sem kar vesel, da sem proti koncu svojega bivanja in da ne privoščim našim zanamcem, s čim vse se bodo ukvarjali. Mislim, da svet ne bo šel bistveno na boljše, tako na boljše, kot je šel v času mojega življenja. Ampak mogoče je to samo zato, ker sem jaz bolj tip zemlje. Mogoče zato, ker rad živim z zemljo, z naravo, ker imam rad čisto okolje, rad zaprem vrata za sabo, pa grem ven. Zdaj, a veš, če je nekdo, ki tega ne ceni ali pa mu to nič ne pomeni, če je rad v obdobju nečesa urejenega in komfortnega in digitalnega, virtualno, realnega, ja, tako. Ne bo strinjal in bo rekel, to je samo plus. Tako da ne rečem, govorim samo v svojem imenu.
tako da ne bi zdaj govoril na splošno. Drugače pa umetna inteligenca, ja, fotografija, ne. Dobila ta fotografija, ki bo posnetek nekega realnega stanja, bo dobila svoj status, ne. To kreiranje fotografije skozi printer, ne, recimo, ne, bo pa druga kategorija, ne, bo pa ustvarjanje, bo pa ilustracija. Saj fotografija je nadomestila slikarije, ne. Tiste slikarije, ko jih občudujemo tam v muzejih, ne, to so v resnici bile dokumentacija nečesa, ne. Saj, a veš, so šele ne vem, občudujemo Picassoja pa Van Gogha pa vse te, ne, ampak te so bili v bistvu, so nastali šele po fotografiji, ne. Zato, ko so videli, da slikarija fotorealizma nima več smisla, ne, ker je zdaj fotografija nadomestila tisto, ne, in so začeli delati umetnost, ne. Prej, kar hočem reči, je, ne, da zdaj ta kreiranje z umetno inteligenco pravzaprav ni fotografija, to je zdaj zloraba, da izgleda kot fotografija, ne, ampak je v resnici nekaj novega, ne. Abstrakcija, ki simulira realnost, nekaj takega. Ja, ne, problem je, če se zdaj začenja to uporabljati kot neka verodostojna dokumentacija, ki verjamemo, pa je zlagana, ne. Gotovo je to problematično, ne, eni so zelo puristi, ne, recimo so fotonatečaji, kjer se ne sme nič photoshopirati, ne. Veš, včasih so mogli, recimo na National Geographic si mogel ti poslati ne sken, ne, ampak si mogel poslati dias, zato da so ti verjeli, ne, a si ti to res naredil, a si ti pofotoshopiral malo, ne. Ampak ta glavni car je seveda jim ni bilo treba, ne, in potem so Makarja ujeli, da je tam sfotoshopiral nekaj šlampasta, veš. Ne. Zdaj, ne, pa spreminja se, ful se spreminja svet. Jaz sem videl že, ne vem, pred časom, let nazaj, ko je naredil fotoreportažo revolucije na Kubi. A veš, meni je to genialno, res. Se predstavljaš, ti prebereš zgodbo, ti naštudiraš, kaj se je dogajalo, kateri ljudje so sodelovali, kako, ne, a veš, situacije. Skeniraš fotke, In ti narediš fotko, kako je tisto delal. Ne, da je narišeš, lahko bi jo narisal fotorealistično, ampak ne, ti to tam v promptu napišeš zgodbo in on ti zgenerira tako, ne, fotorealistično. Zdaj je šlo samo v tem, da tam pač piše, da to ni res, ne, bilo, da to ni dokumentirana fotka, ampak je pač ustvarjena ilustracija. Zdaj, če izgleda fotorealistično, okej, ampak, ne, dejansko gre za to, da tisti gledalec, ne, da ni zaveden, tako bi rekel, no. No, zdaj, neprimerno lažje bo zdaj snemati zgodovinske filme, pravzaprav kakršnekoli filme, pa fotke postvarjati, pa čakati na fotografa, da bo že oddal svoj material, kam je šel v Tanzanijo, klic ga gleda. Da imaš tle prompt, napiš, kjer ga leva, kakšnega, unga, sivga, levga, desnega. No, ja, doktor o tem razpravljajo, sam pomeni, da so že toliko stara, ja, da izhajava iz realnega sveta in da se v digitalnem pač znajdejo, kakor se so oba v nekem IT svetu doma, ampak ja, malo so že detečena, skozi bolj so detečena od tega in ne razumeva teh mladcev, ki so v tem pač splavali, dobesedno so se rodili. Veš, jaz sem kar prisiljen na to, ne? Jaz delam v računalniških firmah in to so pač dnevno se družim in pogovarjam in uživam v tem, ampak to so ljudje, ki so pomlajši od mene, ne? In nekako se borim s tem, da sem še vedno dovolj prijazen, da se hočejo še pogovarjati z mano, ne? Ampak je pa to res privilegij, da živim z njimi, da jih slišim, njihove težave, njihove poglede na svet, njihova prepričanja. Tako, res mi je zanimivo, tako da na nek način osebno se detečam, ne, ampak dejansko pa delujem še vedno v svetu, ki gre zdaj, ki je dobil pospešek in ga moram mislim, če hočem to početi, kar počnem, ne morem ignorirati, ne. To je lepo, ja. To je lepo, da se družiš z mlajšimi v vseh pogledih, pa potem jaz se tudi poskušam marsikje, no, ravno zaradi tega, ne da bi se toliko zgražal, da bi razumel, ne da bi na fake se delal mlajšega kot sem, ne, pa uporabljal isti slang, bog ne dej, pa hodil na iste žurke, bog ne dej, ampak zato, da bi razumel,
mlajše od sebe, bom rekel generacijo za mano, 30-letnike, pa tudi svoje otroke, še eno generacijo za njimi, s katerimi se je pa najtežje povezati, v razumevanju realnega sveta. Ampak ja, Good luck. ja, začela sva pa reva nazaj v tek, ko lepo si popisal, 2014, 10 let nazaj si v teku svoj prvi maraton, kaj ne? Ja, bo to držalo, tista Ljubljana, ali si ga že prej? Ne spomnim se. No, jaz ti povem, evo, pa ti jaz povem, ja, da si v Ljubljani pač kraljevsko razdaljo od teku, nisi bil slab tekač za tiste, ki mislijo tam zunaj, a ne, da si navaden fič-firič daljši od tega, maraton odlaufati v 3 urah pa pol, pa že terja neki treninga, ampak potem praviš si zvohal. Jaz bi bolj rekel norosti, ne? Ker to je še zdaj najhitrejši maraton moj, pa sem jih pol odtekel kar nekaj. To je bilo res z glavo skozi in mi je žal za to, da sem to tako naredil. In ja, no, vsem hvala za pohvalo. Pa ni bilo 3 ure pa pol, ampak bilo 3 ure 37, to sem zapomnil tako res. Edini čas, ko sem se ga zapomnil. Pa sem rekel, bom malo zaokrožil nadol, ker pa takih tam, ki je trojka na drugem mestu, lahko zaokrožiš navzdol, še zmeraj tistih 5 minut na kilometer, kar je impresivno za katerega koli maraton, za katerih koli let, ampak rekel si, ja, pisal si tudi, ko si šel po 10 letih desetko, se sprobavati na ljubljanski maraton, pa si jo udaril dol v 45, pa si rekel, napredek je, starejši sem, ampak boljši. A to pomeni, da bi zdaj tudi maraton mogel enkrat spet natrenirati, pa ga iti na cesto, dol udariti, pa reči, ali si nad tem pa že obupal. A veš, da me mika? Je res. Ker prej so se pogovarjala o tej telovadbi, ne? In zdaj imam občutek, da res znam teči. Po vseh teh letih in po vsem tem učenju, mislim, da znam hitro teči. In vsak ve, ko poskuša biti hitrejši, oziroma ko trenira ambiciozno za tek na čas, ve, kaj pomeni biti 5 minut boljši ali pa minuto boljši. Ne? Se vemo, kako se postavljajo svetovni rekordi na maratonu. Ne? Po sekundah grejo, napredujejo. Tako da to, da sem bil 5 minut boljši na desetki kot prej, ne, sem res zelo zadovoljen. Ampak po drugi strani sem pa v cilju res umiral. Tok, ne vem, če sem v življenju šel toliko na polno, kadarkoli. Vsi trilaši to vejo, ne, da na trailu nikoli ne daš toliko sebe, kakor pač na teh asfaltnih šprintih. Ne. Ne vem, in pa sem imel tudi posledice. Ne. Se pravi, noge so me bolele po teh 10 kilometrih, pa še kakšen mesec, tako resno, že dolg ne tok. In ne vem, če sem pripravljen investirati toliko, da bi lahko s takim tempom tekel 40 km. Ker vem, da nočem polomice, ne, in bi mogel res trenirati. Zdaj, a bi res si želel po asfaltu še toliko teči, mislim, da mi je škoda telesa. Tukaj pride tisto pravilo noter, ne, da bi rad tekel še čez 10 let, recimo. In mislim, da to ne bi bilo dobro za me, za moje telo. 37, se te bom spomnil. 37. Ja, se te bom spomnil še v teh 2 letih, oba dobreva k nekim okroglim obletnicam, pa te bom vsem tako malo tem spomnil drugo leto, no, tako čisto spomnil te bom, tako začetek leta, a veš, 3,36 pa to, a ne, mogoče pa tvoji trenerki bom poslal eno sporočilo. Koliko je 4x45 je, 4x45 je uro pa pol, 3,15. To pa ne bi bilo 3,30, veš, pa bi bilo 3,15. Pa potem dava pribitek na leta gora, ne, ja. Ampak za 7 minut se mi pa naljub. Za 7 minut mi je pa premalo, da bi se trudil. Je rekel, za pol ure bi se še pomatril, ampak za 7 minut pa ne. Mislim, exactly. Ne, ko vem, koliko bi me to stali. Ne, imaš prav. Imam prijatelj Ramon, ki je super tekač in skoraj toliko star kot jaz. Ramon Turnes Perez. Tako, in on teče, če se potrudi, 3,15 maraton. In to se mi zdi, on je car. Sem ga videl živo to teč, ja mislim, da 3,14, ja sem ga videl živo. Ja. To je rezultat, za katerega bi se šel truditi, no. Ampak da bi pa iz 3,37 dal na 3,30. Ko vem, 3,30 je meja med tekači. Ne. Čez pod 3,30 pa po mojem krcarni. Da so dala tam zunaj še malo materijala za žvečiti, ja, dragi si volasi gospodje in mlade punce, evo, zdaj imate neki materijala, tudi tekaškega. No, ne vem, kaj ti praviš, no. Se vem, ti si bil easy rider, ne,
ko si tekel po koži, kar še vedno cenim. No, a ne, ko smo bili mladi, smo tekli maratone po 3 urami, pa polovičke po 20 in podobno, a ne, smo se izživljali na ta način. Potem smo vmes imeli obdobje, ko smo iskali notranji jaz in smo ga našli, in potem smo se Stik z postarali, zemljo. stik za zemljo, earthing in podobno, filozofija in tako naprej. Potem je bila korona in smo trenirali in smo spet postavljali maratone okrog 23, a ne, in da videli, če pri 45 še lahko, in zdaj nas to še ni minilo. Zakaj govorim o množini? Ja, ker zmeri, a ne, nikoli nisi sam, ponavadi, če najdeš kakšnega ali pa on najde tebe, in našlo se ne kar nekaj decev v srednjih letih, ki se še nismo naučili, ne, da mogoče naša tekmovalnost je za nami, ampak ja, te popolnoma podprem pri tem, kar si rekel, teč maraton pod 5 minut na kilometer terja bistveno več, kot pa teč maraton v 6 urah, vsem spoštovanjem za tiste, ki so ga pretekli, in pomeni več, posebej v teh letih, bistveno več angažmaja, kar pomeni, da moraš imeti res dober motiv, ali pa je tvoje duševno stanje pač tako zjebano, ne, da ti je to pač edini spas, ker tablete ne zagrabijo več. In zdaj je res držal do tukaj, lepo pozdravljam, ja, tablete pri meni tudi ne zagrabijo več. Tako da me pa zanima, ok, maraton, cestni maraton, pa trail, sej veliko nas je, veliko jih je tam, tudi dobrih trailašov, ki so na ta način začeli. Ti si pač bil hribovt že prej, ne, zato te ni bilo treba ni bilo treba žabe v vodo tiščati, ko si, ne vem, šel v Škofjo Loko na tisti ki ni najlažji, recimo, pa potem naprej, ja? Spet zgodba. Pa. Kako sem začel teči izven asfalta. Imam enega sošolca iz srednje, s katerim se vidiva res občasno, tudi občasno se slišiva, tako malo si piševa. V glavnem, on je bil športni zanesenjak ves čas, medtem ko sem jaz vmes zaspal, pa vse, kar sem počel, je tisti enotedenski pivo z košarkaškimi prijatelji, ne. On je pa ves čas kolesaril in tekal in vse živo, in v glavnem jaz sem poslušal te njegove zgodbe, spomnim se, da je bil na Istri, pa da je razlagal, veš, to smo šli ful daleč, pa se tako 100 kilometrov, jaz sploh nisem razumel, o čem mi razlaga. Rekel, ja, veš, pa to traja, pa pol ljudje kar zaspijo, tako malo v travi zaspijo, pa preobuvajo se vmes, ko veš, tako, res mi je bilo to, ne, kaj, o čem on to govori, ne, mislim, veš, ne razumeš, ne moreš razumeti, ne, 100 kilometrov, se veš, jaz z avtom mi je to malo daleč. No, mi je pa ta isti friend rekel, takrat sem bil pa jaz kar tak kolesar, enkrat me je prijel, da bi šel tam okoli cele ronde, ne, na ta Hiro, pa sem tudi to treniral, in v glavnem pol sem ga malo spraševal okoli tega gorskega kolesarjenja, in je on enkrat kar tako mimogrede bleknil, je rekel, veš, saj po zimi je res tako malo zoprno se z kolesom voziti, ko je mraz, ne, je pa super, če pa veliko hodiš, ali pa celo tečeš, ne. In jaz sem pa že prej od enega slišal za gorski tek, kar se meni zdaj čistko, what, ne, še po planinah je hoditi težko, kaj pa gorski tek, mislim, veš, jaz določenih konceptov res nisem razumel, tako jaz sem bil računalničar, mislim, pisarniški delavec, ne, sej to sem še zdaj. Ampak dejansko sem potem, ne vem, je bil najprvi, saj ne vem, po teh hribih sem začel hoditi res iz čistega športnega navdiha, jaz nisem bil hribovec, mene je bilo strah stopiti, pogledati iz drugega nadstropja dol, jaz sem imel vrtoglavico še pred parimi leti. In to besno vrtoglavico, mene je vleklo dol, res tako, recimo sem stal v stolpnici na okno, sem pogledal čez okno in sem razmišljal o tem, kako bom dol skočil, res nisem bil hribovec. In ko sem šel prvič tam v Bohinju, v te planine, sem šel v supergah in v tekaških hlačah, zame so bile planine športni poligon, tako kot da bi šel na to, ne. In nisem, res, sem imel kar srečo, no, da se mi ni kaj zgodilo, ker bi me gorska reševalna dala gotovo na Facebook, da so to neprimerni ljudje z neprimernim attitudom, tako da tisti začetki niso bili mišljeni tako kot planinski izleti, ampak res trening, dajmo malo po hribih teči, zaradi pljuč pa srca. Potem pa si Ojoj, ja, se res. Še nekaj si A me hočeš še poslušati?
Ti samo dej, reka, naj teče. Lej, pa gotovo Erota poznaš, ne? Zelo dober. Ja. So bila No, skupaj pretekli vikend, tako da ga poznam. Ja. super, vse res, vse je rekel. In mu je šlo, ne? Vrhunsko. Ta je tudi car, no. Poglej, jaz imam zgleda kar srečo, koga sem spoznal tako po malo hecnem nivoju. V glavnem, hodil sem na telovadbo Hmito Šinkovco. In tam je, on mi enkrat reče, ti, en tip, ena trojka je, jaz bi mogel iti, pa ne morem iti neki pet ti namesto mene. Ne. In jaz padem, pazi, v trojko na ljubljanskih trojkah z Erotom, ne, legenda slovenskega trilaškega teka, in pa z Miheličem, ki pa z tem hodil okoli Tomotom Križnarjem, ki je reševal tam sudanske vodne težave. Ne. Tako. Ne. In jaz tečem tisto trojko, seveda to dolgo, neambiciozno, veš, kaj je Ero počel. Ne. Na štartu je imel štant in potem, ko je pištola udarila štart, je on pospravil štant in potem na koncu smo mi šli za njimi in se pogovarjali ves čas. Ne. No, kakorkoli, prišel sem na to družbo in Ero reče, pejmo mi na Madžarsko, Salomon Trail, tam po gorski tek, Madžarska, gorski tek, tako, se rekel, to bi že šlo, a veš, Madžarska. To je vse ravno, ja, to ne more biti hudega. Ja. Tistih 2000 metrov višinco je bilo tako imaginarno, se nisem vedel, kaj je 2000 metrov višinco. Tako da sem rekel, Madžarska je ravna, to bomo že nekako. No, sen me je pa mačkan žul, ker to je bil tam pomladanski tek, ne, kaj pa če bi jaz sen prej probal, ne, da jaz prišel zdaj na Madžarsko, pa bom zmrznil že po 5 kilometrih, ne, sen, a veš, tako da sen bi šel pa probati eno tekmo prej, 50 kilometrov od laufa, to je sen manj dlje kot maraton, ne, pa še po hribih, ne, glavnem, jaz najdem burjo, ne, S1 trail, tukaj zraven, super, tam preberem to je na pol pohod, veš, tako, ne, takrat je bilo to taka prireditev skoraj kot od Litije do Čateža, ne, si imel postaje z hrano, avtobuse, ko so te vozili levo, desno, če si hotel, to je bilo, veš, ni bilo tako neka zelo tekmovalna zadeva. Glavnem, jaz si grem Hanžetu, Kristanu, Amfibijo kupiti superge v četrtek in v petek grem na štart, ne, ker sem rabil trelico patija, veš. Ker je bilo to le končno 6. januar, ne. Veš, nisem mogel iti glih v nekih patikah. No, glavnem, jaz sem prišel na ta način do svoje prve ultra tekme. Iz čiste radovednosti. V bistvu zato hotel sem iti probati, da se ne usramotim pol, ko grem z Erotom na Madžarsko. In tista burja mi je zlezla pod kožo. Že tako mi je bil kras, veš, nekako v men. Ne. In pa tisti burji si se potem našel toliko delž, da si tam tisto milke cepal. Na tisti burji sem se pa našel čist. Tako, res, ono me pa prevzel popolnoma. Tako, res, prodan sem bil. Lahko še nadaljujem. Izvoli, prosim, razvij misel, zelo zanimivo. A si prišel na Madžarsko, sem to mi povej, no? Sem, pa tudi bolj. Tisti blat mađarski sem nosil potem v supergah še, dokler jih nisem stran vrgel. Enkoli ni šel več ven. Bili smo do Gležnjev, smo brodili po tistem blatu, po vseh 4 smo lezli. Ne, pazi fora, kako sem jaz pa 100 mil pol pretekel. Vse, veš, 56 se da preteči v nekem normalnem delovnem času, ne, tam 8 do 9 ur. Tako. Pa se ni treba pretegati, tako, ja. Mislim, pretegati. Takrat, ko jih že nekaj da skost, sploh ne, ampak karkoli več je pa že, veš, vključuje pa noč, ne. To je pa že tako, čist nekaj drugega. Ampak takrat, ko si pretekel 2,50, ne veš, kakšna je razlika med 100 km pa 100 mil, ne. Pač nekaj zelo daleč. Takrat jaz, ker sem bil fotograf, ki teče, ne pa tekač, ne, sem jaz naredil en kup lepih fotk na tej buri. In ker je bil ta prireditelj šele na ta drugi buri, mislim, šele ta drugo je naredil, jaz tiste fotke njemu pokažem in on reče, wow, ne, tele fotke so pa res cool. A bi ti meni tele fotke dal, ne? In pol sem jaz tako rekel, ja, zakaj pa ne? Pa tako, ne vem točno, kako so šla pogajanja, ampak v glavnem on meni ponudi štartnino. In jaz rečem, super, sej
To je pa kar pošteno. Jaz itak ne služim s fotkami, ne, rad jih delam, če jih pa nekdo gleda, je pa še toliko boljše. In mi da se zmenva, jaz snemam fotke na uporabo, on meni štrpnino. Pazi, pa jaz pridem v tale Podbrdo. Ne? Takrat sem bil že kar ambiciozen tekač, gledam. In gremo Podbrdo. Ne, točno, Aero me na hecu, da sem bil metle. In sem bil prvi del te stotke, in tako da sem prišel gor na Porezen, prepustil oziroma predal metlo naprej in zaključil dol v krog in so mi šteli ta krog, tako da imam tudi tistega upravljenega, ne. Ampak tam v ciljnem prostoru je reklamni štand za S1 burja in tam ena ženska in očitno, pa sem šele, ko sem nazaj potegnil, ne, niste bila v najboljših odnosih. Je delala za tega pač tipa, ki vse to organizira, ampak očitno sta bila že tudi ona dva mačkam spričkana. V glavnem, kaj se zgodi, jaz pridem tja in razložim svojo zgodbo, ponosno, glej, tele fotke, ko jih ti klele kažeš, so moje, ne, jih uporablja, to je jaz, ne. In ona reče, res, kar dal sem jih. Ne, jaz sem rekel, štrpnino mi je dal, ne. Pa ona meni reče, veš kaj, peti na najdražjo štrpnino. Pazi, prvo 100 mil, na 100 mil sem šel za to, da Na gorenjsko foro te je dobila. Na gorenjsko foro. Ne, dajmo narediti čim več škode. In dejansko, jaz sem se prijavil na 100 mil samo zato, ker je pač ker je bila zastonj, ne. To se je zgodilo, jaz nisem povedal nobenemu, razumeš, jaz sem sam začel trenirati. Na spletu sem najdel en program, ne vem, če ni bilo celo od Jureka, program, kako se pripraviti na 100 mil kot začetnika, in jaz sem treniral ko blentov, razumeš. To pomeni, da si res delal kaj 50 za vikend in podobno, ali kaj je to? Ja. In to ne 50 je bil en dan v sandwich vikendu. Se pravi, v petek 20, v soboto 35, pa v nedeljo 50. Tako, razumeš, jaz sem umiral, res, pa v ponedeljku službo, itak. Ampak taktika je bila taka, jaz začnem s programom in takrat do zadnjega dneva prijave bom jaz delal že take dolžine, da če bom takrat mrtev, pač se ne bom prijavil, če bom pa tisto preživel, pa se bom, ne. Doben ni vedel, razumeš, ne žena, ne otroci, ne trener, dobeden. In šele za 1. november sem priznal. Tako daš pa čez 2 meseca. Da grem čez 2 meseca na 100 mil. Ja. In kakšne so bile reakcije, recimo? Bližnje? Ja, to, ne, takrat so že vedeli, da sem malo čuden. Pač ni bilo, nisem nobenega tazga poznal, ko bi to že naredil, pa bi rekel, 100 mil, to pa kar nekaj, veš. Vsi so samo tako, tisto, kaj je to sploh, veš. Tako, to sem vedno znova, sem malo začuden, ko te nekdo vpraša, kaj delaš, pa te, veš, te toliko časa provocira, da na koncu pa le rečeš, ja, res dolge tečem, tam 100 kilometrov, ne. In pol vidiš, da sploh ni presunjen, ne. Veš, večina normalnih ljudi itak ne ve, kaj to pomeni. To je res. Ne ve, kaj pomeni 42, ne ve, kaj 100 mil, to jim je. Ne, 42 nekak je še, veš, grejo gledati, pa približno vejo, eni tečejo 2 uri, eni 4 ure, eni 6 ur, tako nekako živijo s tem, ne. Ampak, veš, to predstavljaš, da nekdo, ne vem, 30-40 ur na nogah, pa vmes ne gre spat, pa laufa, pa naredi, pa gre vmes, ne vem, 7-krat na Triglav ali pa kaj takega. Veš, tako, res ni moraš dolg časa razlagati, pa pol itak veš, da še ni bil na Triglav. Pa tako, mislim, nič narobe, super, ne. A veš, vprašal si me, kaj so rekli, ko sem povedal. Ni bilo te prave, ja, ni bilo. Ja, pač, greš, ja, nekam. Nekaj počil cel vikend, okej, redo, pustimo ga. Vse v ponedeljek boš po službi, ne. In kako ti je šlo na prvi 100 milki, kaj si doživljal, si haluciniral, si bruhal, si hodil po kolenih, si kaj? Ne, zelo častno sem prišel okoli. Jaz sem na treningih doživel par takih izkušenj divjih, da sem vedel, da če bom prišel do štarta, bom prišel tudi v cilj. Res je bilo, res par divjih preizkušenj sem imel čez, tak in telesnih in doživeti, ne vem, če mogoče ni dobro to razlagati. Čisto vse v podrobnosti.
kaj vse sem počel, ampak sem prišel dost lepo naokrog z enim poštenim časom in to v res divjih vremenskih razmerah. Tako zelo lahko si predstavljam, da mislim, da nas je samo 1/3 prišla takrat okoli. Ker je bilo, spomnim se, da je bil jugo z dežjem 6. januarja, jaz sem bil 36 ur sem bil moker, tako moker. Shit. Res. Te Ko ni sem se malo posušil, se je spet uscal. Tem ni minilo vmes, tako da bi rekel, pa tega mi res ni treba. To je bilo brez veze, ok. Ne, to pa nikoli. Zgodil sem, dal sem pa skozi 3 hiperje pa eno 100 milko. Samo enkrat sem šel za 20 minut spat, ker sem bil res crknen, ampak sem se pa po 20 minutah zbudil in sem odcvetel. Tako, veliko sem dal na trening, no, tako sem rekel, takrat sem imel pač ta plan, potem mi je Barbara Jolič rekla, poglej, preveč si treniral in sem me takoj kupila, zato ker sem že prej povedal, treniram res ne, prav zelo rad in sem potem z njenim vodstvom prišel z bistveno manj treninga, enako ali pa boljš pripravljen in lahko rečem, da na ta način, ne, če pritegnem recimo Barbaro zraven, ne, si rečem, poglej, tvoj problem je, če jaz ne pridem okoli, ne moj. Se pravi, ti mene tako pripravi, da sploh ne bo dileme, a jaz pridem okrog ali ne. Ti si tista, jaz sem sam izvajalec. Bravo. Prenes odgovornost na trenerja. Ker kaj mora on vse poskrbeti? Predvsem mora poskrbeti, da se jaz na treningu ne poškodujem. Ne? Jaz moram priti na štart. To je največji uspeh, po mojem. Ne? Da se nekaj ne pretrgaš vmes že, ja? Tako, veš, kako lahko je to? Pol leta si na ivici, ne? In zdaj, da ti res priješ na štart, ampak če si dal smart in če zaupaš trenerju, ne, in si naredil vse, kar ti je rekel, pa ni dileme. Ti štarta za to, da pač narediš tisto, za kar si pač investiral toliko in toliko časa. Ne. Ni vprašanj. Še koristiš na svete njene ali pa kogarkoli drugega, ali zdaj si samo svoj? Ja, seveda koristim. Vsaj posredno. Veš, Barbara pa Klara sta skozi na vezi, skozi se pogovarjata o tem, o programih. Barbara pravzaprav vodi ta trening, ko ga Klara izvaja. Tako da jaz sem skozi mal tukaj prekoritev. Drugič pa, veš... Drobtinice pobiraš, torej, ja. Zdaj sem štirikrat sem šel skozi to, nekako bi si lahko tudi iz svojih nekih teh zapiskov spravil to skupaj. Pa ni, veš, sej vidiš, kje so vzorci, koliko nekih ur, kilometrov moraš narediti, kakšni so ritmi, gor, dol. Bolj je pomembno ta osebni pristop, kar ga Barbara ima, ne. Kako se počutiš ta teden, ne. Mogoče malo pojačaš, ali bi malo zmanjšal. Malo pojačaš, a imaš kako tekmo, a veš, to je pomembno. Zame največ pomeni to, da se ne prekuriš, da prideš, da se ne nasitiš. Tudi to je problem. Eni se pohvalijo, ja, jaz sem pa naredil 7 treningov ta teden. Ja, super, ampak tudi naslednji teden jih bo treba narediti. Pa še en, potem, ja, tako. Življenjska doba ni samo eno sezono. Zdaj te kategorije, očitno se te dobro pripravljajo vsi tvoji trenerji, cel kup si jih naštel, ja, ki bedijo nad tabo, od Todorovića do Barbare in tako naprej, pa še vmes koga. Imaš še kakšno 100 milko v sebi, najbrž imaš, še oziraš po teh res dolgih, najbrž ja, ali si rekel, da si imel teh izkušenj, pa bom zdaj na 50-kah ostal. Zdaj to se bo slišalo mogoče malo prevzetno, ampak Izvolite. Mi zdi 50-ko se da narediti skoraj iz naslonjača, ne. Če živimo tako, kakor mi živimo, trail tekači, ko hodimo, ne vem, 2-krat na teden malo okoli, pa v hribe, pa se da 50-ka, ne, se ni treba, da tečeš ves čas, se lahko, ne, se vemo, lahko hodiš, pa lahko, ne. To ni tak besen napor, ne. 100 mil je zame pa že velik napor, ne, meni se to kar pozna. In zaradi treninga in zaradi same te dolžine tekmovanja imam posledice v telesu, ki niso čisto zanemarljive. Se lahko rečeš, da se ti samo mišice bolijo, pa ko nehajo, da je boljše, ampak ne verjamem, da je to vse, kar se zgodi v telesu, da je
telo izmučeno še na druge načine. In to mogoče mladi lažji to predelajo, ne opazijo toliko, meni pa to že kar veliko pomeni. Ne. Se veš, ko greš v bolnico ali pa ko se ti zgodi epizoda, ne, pa greš dol, pa ko te pozdravijo, ne prideš več na isto točko, ampak malčka nižje štartaš. Ne. Da ne dolgovezim, prijavljen sem na 100 v Vipavo, 100 km. Ker 100 km se mi zdi pa ravno tista vmesna, ne, ko ti da mačkan challenge, da malo več treniraš, kakor bi sicer, pa je še vedno doable, ne vem, teh pač 16 do 20 ur, kakor pač traja, je to še vedno nekako normalno časovno obdobje, v katerem to predelaš. Ne. No, 16, ja. Ti si bliže 16 kot 20, se mi zdi, no, vsaj po tvojih rezultatih, ampak ajde, da bom pač to spremljal. V Vipavi, mogoče še celo, ki je bliže kot samo iz naslanjača, bomo videli. Pustimo se presenetiti. Zdaj K24 ne mikal, ker si krog si naredil, ta klasični, te mika tudi dirka, ali še z jamo vred, ali si imel dovolj takrat? Moja smola, ne, je, da je K24 ravno takrat, ko grem jaz najraje na počitnice. Tja, pa ne te gledajo, kje drugje, recimo, ja. Ja, tako da jaz zelo cenim to prireditev in mi je pravzaprav žal in bom izkoristil prvo priložnost, da bom šel tja. Ker res cenim prireditelje, ki to delajo na tak način, kakor jih je par prireditev v Sloveniji, ko so res tako ikonične, bi rekel, in jih cenim. In to na ta način, da si jih pač udeležim. Ne. Zdaj, Bajkal, pa estonski heavy metal, pa še kakšna latvijska reča, to je po naključju, ko sta potoval tam okrog, ali bilo celo namensko, da si... Bajkal, mislim, noro, to več mi moraš povedati, saj od Bajkala, no, pa še Estonije. Bajkal je bil čist namenski. Bajkal je bilo potovanje na Bajkal zaradi tega. Poznaš še kakšnega Slovenca, da je bil tam na Bajkal Ice maratonu? Petra Vladimirov. Kdo drug, ja. Kdo drug. In kako, iz svoje izkušnje, moče z tvoje roke? Noro, takoj bi šel še. Pa ti ni zamrznil noben del telesa? Ja. Ne. Mislim, da je bila to edina izvedba teh bajkalskih maratonov, ki so prekinili, ker je bil takšen vihar se dvignil, da so se bali, da se bo kdo zgubil in to bi bilo tam smrtno nevarno, brez pretiravanja. Tako da so nas na polovici ustavili in pač preprečili, da gremo naprej. Čeprav adrenalin je bil tak, da veš, pustite me, jaz bom prišel tja na ono stran. Tako da v resnici nisem pretekel cele dolžine, sam do polovice, je pa to nekaj neopisljivo zanimivega, ker recimo jaz res trpim teči po ravnem. Ne. Zdaj mačkam sem se sprijaznil s tem, ampak res trpim. Tako da tudi ta maraton, ne, veš, če imam vsaj ovink, ne. Ampak tam pa je, veš, ti stojiš na eni strani jezera, na eni strani na obali jezera in gledaš v belo ravnino in tam slutiš, da je tam čez 42 km na koncu ravne črte, bele črte, levo, desno, vse belo, razumeš, je cilj in ti moraš tam, mislim, tja pač greš, ne. Vrhunsko. Jaz sem si pa strašansko želel in si še želim in upam, da bo to kdaj spet možno potovati po Bajkalskem jezeru, čisto tako, z drsalkami, z smučmi, pač na nek način. Ker Bajkalsko jezero je dolgo za polovico Jadranskega morja, ne. Mislim, da ima tam okoli 600 km in zmrzne večino, ne, se pravi, je prehodno in potujejo po njemu, res križem kražem, mislim, to ni neobičajno, seveda, vsi trpijo isti mraz, ne, ker ni mehko. Pazi, da se ne zgubiš v tisti belini, da te ne zlepi in ne zmrzneš tam, ko... Veš, kaj je največja nevarnost? Največja nevarnost so potresi, ki naredijo valove in zaradi teh valov se začne led lomiti. In ti ponovadi spiš na teh... Na ledu? Na ledu, ne. In zdaj, a veš,
ko se začne to lomiti, lahko, da si tam, lahko, da si glih na vmes med dvema ploščama. Mislim, je nevarno. Ne vem, jaz sem srečal pol tam v Irkutsku enega Rusa, ki je rekel, so preveč parali in so imeli kitajski plin in jim je šotor zažgali. Tako da so, a veš, noč preživeli brez šotora. Tako, ampak tam so res hude temperature. To je, mislim, da smo mi tekli pri -18, pa je to pihal, da je bilo feels like -28. Ne. Za vse tiste, ki tožite, da je v Radencih ali pa na Vipavi pretoplo, evo, imamo rešitev za vas. Tam vam ne bo pretoplo. Ja. Noro. Mislim, kakšna izkušnja? Praviš, bi še ponovil, bi šel še enkrat do konca ali pa tudi drugače, na smučke? Ne, zato je šel do konca. Če ne bi šel na tekmo, sam bi šel v Bajkal. Bajkal je neka najbolj čudovito naravna izkušnja, ko sem jo videl, ko sem jo doživel. No. Res čudovito jezero. Ne vem, a si bral knjigo? Če nisi, jo bom posodil, ker imam na srečo v lasti. V Sibirskih gozdovih je naslov. To je en pisatelj, ki je šel tja prostovoljno za pol leta v eno kočo živeti, samo zato, da izkusi to sibirsko surovino in je v koči sam živel ob Bajkalskem jezeru. To si tako povedal, da zdaj jo pa moram prebrati. Hudir, zdaj jo pa moram prebrati. Ja. To je pa boš kot dokumentarci. Posodim, da več pa je pet iskat. Res lepo napisan. Zdaj si me pa sprašal še za 2 teka. Baltik, kje pa si na Baltiku pristal? Ja, to pa priznam, vedno sem iskal, oziroma kadarkoli grem na potovanje, malo pošpegam tudi, če je kakšna prireditev, pa grem mimogrede še to teč, ker se mi zdi to svojevrstna trofeja. Ne, da greš nekam pa pol odtečeš, oziroma da doživiš na ta intenziven način neko deželo. In tam sem imel srečo, sem latvijski ultra trail gorski tek doživel. Ultra simpatični ljudje, ne, in enega sem res našel prav tazga pesnika, veš, ko je hodil kar tako, da je trave božal. In je rekel, jaz res imam rad svojo deželo, problem je mater, da nima hribov. To je pa res trpeče. In smo mi dejansko na tistih, ne vem, 80 kilometrih smo vsak grič, ko smo ga našli, a veš, ko je bil tako, ko so pri nas malo večji te griči, ko smo imeli spod te protiatomska zaklonišča, veš. Čist majhen kutlček, ja. Kutlček, veš, sko 30 metrov visok, ampak smo šli na njega 4-krat, veš, vsake strani. Pol je bila ena tale struga od reke, ne, in imela nasipe, ne, in smo pa po tistih nasipih dol, pa gor, pa dol, pa dol, da smo nabrali tistih 2 ure višincev. In Estonija za tem. Pazi, veš kaj, tega se še spomnim. Izvoli. Da je tale organizator je rekel, pol na koncu sem prišel k njemu, seveda, veš, special guest star from Slovenija, in je rekel, da sem mu dal kar nekaj dela. Toliko je imel časti, toliko je imel ponosa, veš, da mi ni rekel, da je pa ne zastavo sabo, ampak res, polej, sred Rige je bil tale, ne, se nismo iz Rige, drugo mesto je bilo, se ne spomnim imena, ampak so vesele vse zastave, vključno slovensko, res. Je rekel, da je imel ful dela, da jo je dobil. Ampak jo je obesil. Slovensko zastavo je vesela samo zaradi mene in res. Res je fajn občutek, veš, ko vidiš, kakšen svet. Ljudem pomeni to, ja, v bistvu. Kaj je to ta trelaški svet? Sploh zdaj, ne, če primerjaš to z nekimi prireditvami, na katere vsi drvijo, pa vsi pridejo, pa malo slabšo izkušnjo, rečejo, to je vedno dražje, pa vedno slabše. In zato mi je fajn hoditi na neke prireditve, ki pa vsem delajo na drug način. Zdaj, pol pa še Estonija. Heavy metal, ja. Je pa Heavy Metal Ultra. Backyard Trail.
To sem jaz sploh nisem vedel, kaj se spuščam, sploh nisem vedel, da to obstaja, ampak tudi en totalno odštekan fant, simpatičen, predan ves, je to naredil in ja, tam sem pretekel, zadal sem si 8 krogov in sem jih pretekel, tako eno, tako, spodobno ultra, no. Bolj je bil problem organizacije, veš, ko smo bili s familijo, pa kdo bo imel avto, pa kdaj pa ne bomo te sredi noči hodili iskat, pa res ne moreš to malo drugače organizirati, pa jutri smo zmenjen tam, pa ne, veš. Ampak si stisnil noter, čez, kar ga je bilo. Sem stisnil nekako noter. Vidiš, pa sva rekla prej, da od tega konc po uri pa pol, pa kar ne rata, ne, pa kar ne rata. Res, da res pogledam. Ja. Pa so res dolgobesedna. Bova tole zaključila na najboljši možni način in sicer 2 vprašanje imam še zate. Prvo je, kot fotograf, ja, potujoči fotograf, a to pomeni, da si ves čas na delu, so tvoje oči tiste, pa tvoji možgani, ki povsod vidijo motive, ki povsod vidijo nekaj, kar bi bilo treba pofotkati, ali se lahko tudi sprostiš, pa tega ne počneš, ne procesiraš okolice na ta način, da bi jo rabo zajeti tudi skozi objektiv, pač pa ti je dovolj, da jo vidiš, usrkaš in ti je pač spominu dovolj, ne pa nekje zabeležen. Še vedno imam ta fotografski refleks. Če je neka svetloba, pa neka pokrajina, nek ta pogled, ne, če je lep, če je nekaj, kar me navduši tako estetsko, potem imam še vedno ta refleks, da bi to naredil, da bi posnel to, ne. Vedno manj mi je pomembno to, kakšna res huda kvaliteta je to, ne. Že dolgo časa ne nosim s sabo ta velikega nahrbtnika z ta velikimi, ta dolgimi objektivi in imam nek žepni fotoaparat. Vedno večkrat sem tudi zadovoljen z fotko, ki jo naredi telefon. In to na potovanjih pač se dogaja, ne. Kar pa opažam, je pa to, da me ta tekmovalna strast, ne, zdaj vedno bolj vleče, da ne naredim več fotk, toliko, kakor sem jih včasih, ne. Včasih res, tako si rečem, Ti je poj žal za... Vseeno vzame par sekund, ne. A ti je žal za kakšno... Ja, no, vidi, to sem te hotel vprašati, pa si mi lepo povedal, ker sam ti je žal za kakšno fotko, ki jo nisi naredil, za motiv, ki pa je bil idealen, pa si ga pač v žarju borbe ali pa česa drugega nisi imel po roki zadeve. Ne, v resnici je tako, da, veš, jaz itak ne živim mislim, teh fotk ne prodajam. Zdaj, če vidiš tam nek motiv, ko veš točno, kako lepo, dobro bi ta slika izgledala, ampak vse, kar bi bilo, bi jo dal na screensaver, ne. Tako da pozabim na to bolečino, pekočo. Itak pa zdaj pol na Facebooku vidiš, kje vse si bil, ne. Je to kaj nekih drugih fotk in fotografov. Tako je. Ja, tako. Nisem več tak lovec na fotografije. V množici fotografij. Ja, draga publika, spoštovani, poglejte, bom dal link spodaj, seveda tudi malo fotografov, ja, blog, dnevnik, boste videli zanimive fotke, tudi prireditev, kjer ste bili vi, pa mogoče še sami sebe najdete. Jaz to sebe sem našel na tvoji fotki, čisto po naključju, ali pa ne, pa jih ni toliko velika, ne, da bi rekel, da so vse in sem bil prav vesel, da dobra fotka je v lepo črno-beli tehniki. Se spomnim. Ja, takrat sem šel prav stat ob rob maratona in sem delal fotke s dolgim objektivom, ja, in še zdaj jih rad pogledam. Izjemno. Vodne postaje so najboljše. Tam si vidiš ves safer teh tekačev. Se strinjam. To je tisto, recimo, kar si grem pogledat, kadar grem teč, ne. Predtem sem rekel, nočem biti. Čeprav, ne, zdaj sem videl na Knap Trailu, so objavili 2 fotki moje, ko sem tam res kar globoko zadihan, ampak vse ne skremžen. Ja, veš kaj, sem še to bi rekel, no, te fotke, veš kaj, vedno manj me zanimajo te lepe fotke, vedno bolj me zanimajo fotke, ki so malo drugačne, ki nekoga tako malo zruknejo, a veš, ki rečeš, ja, tukaj je ful lepa fotka, ampak od spreti pa, ne vem, prevrnen koz za smeti, ne. Sporočilnost na drug način. A veš, nekaj tako, da ti malo kresne, ne. In zato si moram pa vzeti malo več časa in potem mogoče tudi zato me ne mikajo več
to snapshotanje, veš, da sam rečeš, lepo, ne. Ampak bi mogel tam nekaj časa stati pa reči, ne, tole hočem povedati s fotko. No, pa smo se vrnili Čopiča in olja na platnu, kjer je to vse skupaj trajalo do fotoaparata, do telefona, do razmisleka o tem, kako boš stisnil kanto za smeti. Zanimivo. Evo, pa bo krog zaokrožen, skoraj da. Zdaj, pa tudi najmen pogovor bo zdaj zaključila zato, da tisti, ki trenirajo zdaj sredi zime, ne bodo imeli predolgega treninga, ker jih res zanima, kaj boš vedel čisto na koncu. In tedaj Maligoj bo na koncu povedal, če je v letu 2021, ko je Klara Bajec postavila tisti SPP dvojni in tako naprej. Spomnil sem se pa na to, ko si prej omenil 600 km čez Bajkal in tudi SPP je dolg enih 600. Si bil tam tudi kaj zraven že vpleten, si jo že poznal, si tudi kakšen motiv zabeležil za večnost? A veš, da sem. Bil sem pravzaprav na Kamniškem sedlu, sem bil zadolžen za spremljanje. Verjetno veš, da se je zgodila nezgoda že ta prvi dan in je imela nekaj razbolelo nogo in jaz sem bil neke vrste prva pomoč od Anžeje poslal po meni neko prevezo. Tako da ta drugi dan, tretji dan te avanture sva prehodila skupaj, takrat je bil zraven še en fant, Vane Kralj, ne, tako da jaz sem bil tam bolj zelenc, sploh Kamniške mene še zdaj strašijo, ne, tako da sem bolj zaplav, sploh se mi je zdelo neverjetno, koliko enih kilometrov smo naredili v tistih parih urah dneva. Smo pa mi šli na tole potovanje v Romunijo. Tisti dan, ko smo se vračali iz Romunije v Slovenijo, je Klara Bajec bila v Mariboru, jaz sem pogledal na Facebook, mi smo se peljali mimo in smo zavili in smo jo pravzaprav videli v cilju. Tako res nekako, ne, usvojena se nama križale poti. Nisem še spoznal človeka, ki mu je toliko stvari v življenju, ki mu grejo res dobro od rok in nog, prišlo naproti po naključju. Naj si bo športnem, naj še v zasebnem ali poslovnem življenju. Ne verjamem v naključje. In to je bila misel, spoštovani in spoštovane, da na konec vse ima svoj plan, ni naključij. Čeprav vam je povedal dobre zgodbe, ni naključij. A veš, da bi se mi da lahko pogovarjali še dolg časa in zdaj mi je žal, da sem si naredil preveč istočnic, ker mi bo žal, da nisem vseh iztrošil, ampak upam, da bom tale podcast počel še nekaj časa, pa bomo imeli nadaljevanje. Tadej Maligoj, tudi takrat morda, ko boš ti se odločil, da boš za trening naredil SPP, pa te bom jaz prišel pogledati na Kamniško sedlo, pa bom imel 2 povoja s sabo, pa 2 gela za vsak slučaj, se drugega pa človek tako ne rabi tam gor. Jutri greš teč? Jutri grem pravzaprav na Aikido seminar v Planico. Morda bom šel teč na smučeh. Bom šel pa v nedeljo v Vipavo na pripravljalno. Tam se pa vidva, ne? Izziv je, Lukavica je vržena, spoštovani in spoštovane, nihče drug kot tedaj Maligoj je bil z mano, skoraj da 2 uri izjemnega pogovora. Užival sem v njem in bom tudi, ko bom preposlušal še enkrat, tako da tedaj, top je bilo, res, navdušen sem. Hvala Marko za priložnost, z veseljem. Pa še 10 let spet, ne? Ko boš se pripravil za naslednjo svojo 100 milko ali pa za maraton po 3 ure pa pol, definitivno javi, ker te imam par stvari za vprašati. Si prištel? Ura je odbila. Točno 2 uri. Morava iti. Hvala, hasta la vista, lep večer. Hasta la vista. Čau.